Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Super moč medijske hiše Delo, lepo pozdravljeni. Brez strašne in dolgovezne uverture vam lahko povem, da danes gostim izjemnega poslovnega, podjetnega, mladega človeka. Podpisuje se pod blagovno znamko Vzajemci, ime mu je David Vegel. Kar pa je meni še posebej v čast, je pa to, da je bil dolgoletni kolumnist nekdanjega tednika oziroma priloge časnika Delo Svet kapitala. Torej predstavljam vam gospoda Davida Vegla, ki pa mu izrekam v tem trenutku lepo dobrodošlico in predlagam, da se kar tikava. A si za to? Se strinjam. David, dobrodošel v studiu medijske hiše Delo v podcastu Super moč. Kako se počutiš danes? Pravzaprav je ena taka lepa jesen, indijansko poletje, kot so včasih dejali. Ja, zdravo. Najlepša hvala za povabilo. Tako kot smo že v štartu omenila, oziroma kot sem te vprašal, preden sva začela s snemanjem tega podcasta, si me prelepo napovedala. Je pa res, da bomo poskušala te besede zdaj utemeljiti. Ampak imam še nekaj na zalogi. A res? Namreč moja zelo dobra prijateljica Nina Dremelj iz Poslovnih angelov Slovenije, izjemna ženska, bila je tudi gostja podcasta Super moč, je spomnila na tvoje ime in spomnila sem se tudi, kako dobro si pisal kolumne, finančne nasvete, finančne opredelitve lokalnega, globalnega sveta v svetu kapitala. In ona je dejala, da si doktor strojništva v financah. Potem sem se pozanimala, dejansko si po izobrazbi doktor strojništva, ampak če takole te besede zlijemo v eno, doktor strojništva v financah, bi lahko to v metafori pomenilo, da si res dober v financah. Mislim, ne vem, če sem res dober. Ne? Verjetno vsakdo zase trdi, ali pa vsaj misli, da je dober. Dejstvo pa je, da imam doktorat iz strojništva, ki ni nič povezan s financami. Doktoriral sem na strojni fakulteti iz laserskega varjenja, potem me je pa pot ali pa življenje me je pripeljalo v finance. In ja, zadeva je taka, no, da ko sem diplomiral, že pred samo diplomo sem delal nekaj v tujini, na Norveškem in v Mehiki. In potem sem se vrnil v Slovenijo in se zaposlil v eni veliki slovenski družbi, ki se je ukvarjala z avtomobilsko industrijo, kot dobavitelj za avtomobilsko industrijo, in tam sem postal vodja projektov. Zelo lepa izkušnja, moram priznati, lepa izkušnja, čista strojniška izkušnja, ampak sama pot je bila taka, da finančna nagrada ali pa plača, da bomo zelo direktno govorili lahko, ni bila niti blizu tega, kar si bi nek mlajši diplomant predstavljal, da bo dobil, ko bo prvič prišel v neko delovno silo. In jaz sem potem najdel rešitev. In ta rešitev je, da se vpišeš na doktorat, da narediš doktorat iz strojništva v tem primeru, ker sem bil mladi raziskovalec iz gospodarstva. Plača je zrasla, takoj, že naslednji mesec, ampak hkrati sem pa dobil tudi nalogo, da moram doktorirati. In doktoriral si iz strojništva, ampak vseeno si se potem presmeril v finance in danes se podpisuješ pod okrilje, recimo, Vzajemcev. Ja, v bistvu, tukaj moram eno razlago dati. Veliko let sem bil pod okriljem Vzajemcev, še vedno sem pod okriljem Vzajemcev, ampak zadnjih nekaj let bolj nastopam kot upravljalec družbe Jonathan Mars, oziroma kot direktor družbe Jonathan Mars, ki je upravljalec alternativnih skladov. Tako da večji del mojega dnevnega everyday biznisa je pogovarjanje z našimi drugimi direktorji, z našimi naložbami, operativna pomoč na njihovi strani, na drugi strani pa zbiranje kapitala, debate z vlagatelji v naše sklade in tako naprej. Alternativni skladi, na hitro, kako bi opredelil ta fenomen? Kako živi in živahni so v Sloveniji? Ja, do nekje leta 2015 ali pa 2016 jih pravzaprav ni bilo. Ja. Potem se je pa zakonodaja malce prilagodila, oziroma smo vzpostavili neko osnovno zakonodajo in se je zadeva začela razvijati do nekje 2020-2021, precej počasi. Mi z družbo Jonathan Mars smo prvi sklad ustanovili, mislim, da konec 2019.
Zdaj v zadnjih 2-3 letih je pa zadeva kar malce poskočila. No, je bolj živa, je več skladov odprtih, predvsem teh alternativnih, mislim, da jih je nekje med 30 pa 40. Natančnejše podatke imajo na ATVP-ju. Je pa res, da so to večinoma skladi, ki jih povprečen vlagatelj v Sloveniji ne pozna, oziroma ne, da jih samo ne pozna. Zakonodajno so tako zaprti ali pa tako omejeni, da težko prideš do njih kot povprečen vlagatelj. Zato je tu neka enigma se širi okrog njih. Ampak alternativni skladi so skladi, ki so načeloma namenjeni profesionalnim vlagateljem in lahko investirajo v vse vrste naložb. Vse, kar se smislite. Od kriptovalut do nepremičnin, posameznih delnic, zlato. Verjameš v kriptovalute? To je pravzaprav neka zgodba, ki v javnosti odmeva tako črno-belo. So believerji ali pa so hejterji. So podporniki te zgodbe ali pa strogo nasprotujejo. Tudi v končni fazi v svetu velikih imen, naprimer, je točno tak črno-beli svet. Če se spomnimo recimo samo Warrena Buffetta, ki absolutno nasprotuje tej zgodbi, ali pa potem drugim, ki pa celo bogatijo na račun. Ja, vedno v poslu je podobna zadeva. Ne? Zdaj, jaz zelo spoštujem Warrena Buffetta in se mi zdi, da njegov način investiranja je primeren za vsakega vlagatelja v končni fazi. Zdaj, če se pa osredotočimo na same kriptovalute, življenje se dogaja v sivinah, ni črno-belo. Zdaj, tiste prave kriptovalute, recimo, če gledamo nek Bitcoin, fenomenalna ideja za moj pojem. Zelo zanimivo, tudi tehnološko in pa z vidika uporabe v neki meri. Ampak pod imenom kriptovalut ali pa pod tem nekim psevdonimom, če tako rečemo, se skriva ogromno enih posameznikov ali pa ogromno enih projektov, ki nimajo nobene veze s kriptovalutami, so bili pa zelo lep način zbiranja denarja. In a veste, kaj je problem? Problem je, da recimo alternativni skladi v Sloveniji so pod drobnogledom ATVP-ja. Vlagatelji so pod drobnogledom ATVP-ja. Mi imamo en kup nekih zakonskih omejitev, da pravzaprav ne moramo efektivno, normalno investirati. Lahko investiramo, ampak zbrati denar je težko. Na drugi strani pa kriptovalute, mislim, da so prvi vrh dosegli leta 2017. Takrat se je zelo veliko govorili, pa poglejte, tukaj bojo ljudje veliko denarja izgubili, pa se ne vejo, kaj delajo, ampak če ni nekaj kontrolirano oziroma nadzirano, bojo ljudje tu poskušali dobiti. In nekateri so šli ven kot zmagovalci, velika večina pa kot poraženci. In potem smo imeli leta 2020-2021 nov val in zdaj smo verjetno na dnu. In bomo šli verjetno v 3., pa 4., pa 5. val. Ampak zakonodaja na tistem področju se pa ni nič spremenila. Mislim, da letos je Evropska unija sprejela nek zakonodajni okvir, ampak mi smo leta 2023. 7 let ali pa 6 let so lahko ljudje zavestno zavajali druge ljudi, pa se jim nič ne bo zgodilo, ali pa se jim nič ni zgodilo. Na drugi strani pa neki alternativni skladi, eno napako naredimo, pa takoj kazni priletijo not. A se strinjaš s tem, da vendarle je nek Big Brother, neka kontrola, neka regulacija neke dejavnosti? Zakaj pravzaprav se vedno ob imenu ali besedi regulativa ali regulacija ali nadzor tudi v naših mindsetih pojavi tudi neko dušenje, ustavitev, zavora? Mislim, mogoče še en prejšnji komentar. Jaz verjamem v kriptovalute. Okay. Verjamem zato, ker se mi zdijo tehnološko zanimive. Ne verjamem pa, da bojo vse kriptovalute preživele. Daleč od tega. Verjetno 99% kriptovalut je takoj za v smeti. Zdaj, kje je tisti procent, nihče ne ve, zato moraš biti malce razpršen. Ampak če se pa dotaknemo regulative ali pa zakonodaje, jaz sem po prepričanju tip človeka, ki verjame v čim manjšo zakonodajo ali pa sproščeno zakonodajo. Lean. Lahko uporabimo to besedo. Po drugi strani sem pa tako dolgo časa že v poslu, da vem, da jo rabimo. Zdaj pa, kakšno zakonodajo pa potrebujemo, je pa stvar ljudi, s katerimi imamo opravka. In nažalost v Sloveniji imamo vedno ta problem. Najprej nimamo zakonodaje, potem imamo pa zelo zakomplicirano zakonodajo. In se potem vrnemo nazaj na skoraj da nič zakonodaje. In kripto problem je v tem zdaj, da mi nimamo nobene zakonodaje. Pa bi lahko poenostavili pa 3 člene dalo v najem v zakon o trgu finančnih inštrumentov, če zelo poenostavim zadevo. In isto je recimo, če gledamo alternativne sklade ali pa
vzajemne sklade, recimo vzajemne sklade, jaz mislim, da večinoma vaši poslušalci poznajo, pa tudi Slovenci poznajo. Ne? Pri vzajemnih skladih je ogromno ene zakonodaje, stvar lepo deluje, ampak ker je ogromno zakonodaje, ker moraš odzati imeti velik aparat, da vse to nadzoruješ in da vse to v končni fazi tudi izvajaš, so donosi postali slabši. Seveda, ker stroške je treba zaračunati. Ne? In potem ljudje rečejo, ja, zakaj bi sploh še investiral v nekaj, kar je izredno varno, če pa ni donosno. Ok, in pa grejo pa iz ene skrajnosti v drugo. Ne? In isto je pri alternativnih skladih. Ne? Na začetku do lanskega ali pa predlanskega leta so bile neke izjeme in se je dal malce lažje nabirati sredstva. Ampak mi vemo, jaz vem osebno, ker se s tem ukvarjam, da pač nekateri so zavestno kršili zakonodajo in naša država je narejena na tak način, da namesto, da bi kaznovala ljudi, ki so zavestno kršili zakonodajo, ker to ni šlo za en primer po nesreči, so šli celo zakonodajo spreminjati in so cel ekosistem malo zadušili. Tako da zavedam se, da zakonodajo potrebujemo. Mogoče smo pa malce preveč papeški pri večini stvari, ki se zakonodaje tiče. Glede na to, da te zanimajo mladi, kreativni, vsi tisti, ki imajo še veliko volje in optimizma in delujejo v nekih start-up okoljih, kako bi pa ocenil start-up ekosistem v Sloveniji napram recimo Norveški ali Mehiki, kjer si bil, ali preostalemu svetu? Ali tam, kjer start-up scena je recimo najbolj živahna in dinamična, nabrita? Ja. V bistvu zadeva je taka, da v zadnjih letih se start-up scena v Sloveniji lepo razvija. Gostja Nina Dremelj je zelo vpletena v celotno zgodbo in je tudi ena izmed pobudnic tega in je tudi ena izmed krivk, da se je to zgodilo. Tako da fino, se start-up scena razvija. Zdaj, a se razvija boljše kot v naši soseščini? Pa mislim, da ne. In sicer, 5, 6, mogoče 8 let nazaj je Slovenija bila pred Hrvaško. Zelo, recimo, ker smo zelo blizu, geografsko lahko zelo lepo primerjamo. Ne? Je bila Slovenija pred Hrvaško in skladi so se pri nas ustavili, skladi so pri nas iskali investicije. Potem je pa Hrvaška spremenila zakonodajo, pobila start-up sceno noter, zaželeli so si kapitala in so šli v to smer, da so poenostavili stvari. In v 2 letih so se začeli skladi seliti na Hrvaško. In sklad je pa imel vedno pogoj, da ja, če v vas investiramo, morate na Hrvaškem imeti vsaj izpostavo ali pa firmo. Ne? In zdaj v letu 2023 lahko rečem, da nas je Hrvaška ne samo prehitela, ampak nas je sesula. A pa je indikator uspeha recimo nekega start-up ekosistema, dinamike, unicorn? Kaj je pravzaprav indikator? Dobro vprašanje. Ne? Verjetno je eno glavnih meril število unicornov, ki jih ima, število teh podjetij, ki so vredna več kot $1 milijardo ali pa evrov, vse v končni fazi vseeno. Zakaj? Zato, ker da prideš do nekega podjetja, ki je vredno $1 milijardo iz nule, to niso podjetja, ki imajo 20 let zgodovine, ampak 2, 3, 5, 7 let, pomeni, da si moral zelo veliko investirati in da si moral zelo veliko takih podjetij preizkusiti, da je nekomu uspelo. Ne? Kar pomeni, da ja, število unicornov je en tak enostaven pokazatelj, ali je scena razvita v posamezni državi. Ne? Recimo Litva, Latvija, Hrvaška bi jaz izpostavil, so neke države, kjer se zelo zadeve razvijajo, po drugi strani pa v Sloveniji se razvijajo, se vsi trudimo, da bi bilo lažje, da bi bilo bolj pregledno, ampak zakonodajni okviri pa nažalost nam ne pomagajo. Zdaj, iskreno povem, da celega podcasta z Nino nisem poslušal, ampak verjetno je Nina omenila tudi stvari, kot so nagrajevanje zaposlenih, pa zaposlovanje, bomo rekli, kadra, ki je pomembna. Ne? Ampak imamo take probleme v gospodarstvu, ki so v vseh državah okrog nas urejeni. Pri nas pa se jih že 15, 20, 30 let ne da. Mi smo par mesecev nazaj poskušali zadnjič to spremeniti in veste, kako je? Mi damo 5 stavkov razlage, pa neko, kaj bi radi spremenili, nazaj pa dobimo 6 strani odgovora, ampak pomeni samo zadnja beseda. Ne da se, nočemo ali pa mislimo, da je že urejeno. Ampak kaj bi morali narediti v 3 alinejah, da bi se to pravzaprav sprostilo?
Če govorimo samo o startup sceni, ne? Mi moramo pognati kapitalske trge. Mi jih nimamo. Mi se politiki radi govorijo, da jih imamo. Celo aprila letos so izdali nek dokument, kjer so rekli, poživili bomo kapitalske trge. Pride ena poplava in nočem zmanjševati razsežnosti te poplave, ker gre za največjo poplavo v zgodovini, ampak čez en teden imamo že davek. Na vse. In v bistvu, če se ti odločiš, da boš neko stvar razvijal, kapitalske trge se razvija 10 let, 20 let. In osnova pri kapitalskih trgih je, da je okolje stabilno. Jaz mislim, da ne potrebujemo nižjih davkov. Vsi si jih želimo, seveda davke je težko plačati, ampak na koncu dneva z davki se plačajo ceste, pa šole, pa zdravstvo in tako naprej. In vse to tudi potrebujemo in brez davkov nimaš dobre države in obratno. Ampak ne moremo pa mi davkov vsake 2 leti spremenjati, ali pa vsako leto pravzaprav. Skrajševati obdobje, podaljševati obdobje, zviševati, zniževati. Mislim, vsaka vlada, ki ima 15 minut sajta, očitno nima drugega za početi, kot pa mal šart po zakonodaji. David Vegel, veliko je povedanega o tem, kako je podporno okolje v Sloveniji. In mislim, da tukaj se vsi strinjamo, da bi se dalo mnogo narediti za to, da bi se pognalo to zgodbo v boljše čase. Pa vendarle, spomni se že 15 let nazaj. Ob neki priložnosti je sicer Izraelec, ki je imel enega izmed največjih pospeševalnikov v Ameriki, Zeo Gorion, dejal, da pa pri Slovencih šepa niti ne kreativnost in inovativnost ali pa analiza, kaj potrebuje na svetu, ampak story, zgodba, pripovedovanje. Slovenec pride na pitch in ne proda svoje inovacije, ker je ne zna opisati. Američan pride na pitch in proda, čeprav nima v rokah ničesar. Ja. Ali se lahko pogledamo tudi posamezniki vase, pa se vprašamo, ali dejansko znamo prodajati. Slovenec je zelo slab prodajalec. Pravzaprav bomo morali na tem področju zelo veliko še narediti, ampak živimo v Sloveniji, kjer ni kapitalskih trgov. Slovenija je v Evropi, kjer smo zgodovinsko bolj zadržani do novitet. In se primerjamo z Američani. Tega ne moramo delati. Glejte, tudi v Sloveniji, ko pridejo do mene mlade ekipe, imamo ful dobro idejo, tule naš render, naredili smo neke osnovne raziskave. Mi se tukaj pogovarjamo, kvečemo par 10 tisoč evrih vložka. V Ameriki bi se verjetno pogovarjalo par milijonih. In dokler ne bomo kot narod preskočili v razmišljanju, da moramo ogromno denarja v take male ideje zmetati. Država bi morala imeti tukaj nek mini sklad, kjer pride nekdo 5 listov izpolne in dobi 50 jurjev ali pa 100 jurjev. Sej slovenski podjetniški sklad je pot v to smer, se popolnoma strinjam. Po drugi strani pa tako, kot si omenila, problem je tudi v samih ekipah. Treba je sanjati globalno in delovati lokalno, če se tako izrazim, za začetek. Mi smo pa že navajeni, da smo majhni, pa da mogoče nimamo globalnega dosega. Ampak startupi so podjetja, ki morajo po definiciji imeti globalen doseg. Jaz v nekega vodovodarja, ki je one man band, ne bomo investiral in z vsem spoštovanjem do vodovodarja. Na drugi strani pa neke softverske zadeve, ki jih razvijajo slovenske ekipe in imajo globalen doseg. Katere panoge so v tem trenutku največji hit? Kam vi vlagate? Kakšne naložbe imate? S čim se lahko pohvalite? Ja, mi se lahko pohvalimo z marsičem, ampak nekaterih stvari ne smem razložiti oziroma ne smem povedati. Poslovne skrivnosti. Tako. Ja, mislim, ko smo mi začeli vlagati, mi imamo zdaj v bistvu 2 sklada. Eden je za neka manjše startup zadeve, tukaj smo zelo aktivni, zelo sodelujemo s podjetji, ki jih imamo noter. In smo tukaj bolj usmerjeni v neko digitalizacijo in avtomatizacijo procesov. Mislim, da lahko izpostavim podjetje Smart Cargo, ki digitalizira in avtomatizira logistične procese. Fantje so v zadnjih nekaj letih naredili res ogromno, ampak so zrasli iz nule. In trenutno rastejo zelo hitro, zelo dobro sodelujo tudi s velikimi slovenskimi družbami.
In jaz mislim, da vsi procesi, oziroma business to business, bomo tako rekli, digitalizacija procesov znotraj business to business, se pravi med podjetji, da tu je ena zlata jama. Zdaj, zlata jama na prvi pogled, še vedno je pa potem treba to zlato izkopati, ne? Ker se izkazuje, da večino podjetij v Sloveniji je na papirju. Digitalizacije ni. Iskreno. Veliko govorimo o digitalizaciji. David, zdaj si pa odprl vse omare in vam padajo kostnjaki. Ja, pač na žalost jo ni. No. Sicer malce pospeška je digitalizacija vendarle dobila z nesrečnim naključjem ali pa dejstvom, to je pandemija, ne? Ja, res je. Ampak mislim, da se je na tisti ravni Zooma pa Teamsov tudi ustavilo, ne? Tako je. Trenutno v Sloveniji je pač zadeva taka, da ko omeniš elektronsko podpisovanje, verjetno se jih velika večina niti ne vedo, da obstaja. Nihče pa tega ne vpelje v svoje procese. Pogosto reče, se je lažje na papir. Vam bo tajnica poslala, poskenirano, vi sprintajte, podpišite, poskenirajte, pa pošljite nazaj. Ja. To je noro. To je 1 uro dela za stvar, ki mora vzeti 5 sekund dela. In mi moramo take stvari digitalizirati in jih poskušati digitalizirati, bom tako najprej rekel. Potem je pa zadeva v ozadju taka, da imaš lahko najboljšo rešitev, če te nekdo malce ne prisili, jo ne boš uporabljal. Ljudje smo pač bitja navada. In jaz mislim, da kot sem omenil, business to business, digitalizacija notranjih procesov je zelo zanimiva. Na drugi strani energetika je vedno zanimiva, ampak energetika je polje, kjer se igrajo veliki igralci, pa državni igralci. Meni osebno trenutno ni všeč ta izpostavljenost samo do neke fotovoltaike. Niti ne razmišljam v tej smeri, ker se mi zdi, da je v zadnjih 2-3 letih zadeva postala preveč nasičena. Tako mogoče. Kaj je še zanimivega? Zdravstvo. Wellness. Ja, zdravstvo je zanimivo, ampak ponovno spet pridemo igra do velikih. Igra velikih in sistemsko zelo, zelo rigidna zgodba. Tako. Ponovno isti problem, kot ga imamo tudi recimo v logistiki. V logistiki so, ali pa še vedno se večinoma dela na papirjih. Tovornjakarji vozijo s seboj papirje in jih zgubljajo. Ja, logično, da zgubiš se človeško, ampak po drugi strani pa lahko ponudiš neko aplikacijo in je vse digitalizirano, vse je shranjeno in vse je arhivirano in pripravljeno za kasnejšo tudi uporabo. Ampak škoda, ne? Namreč ravno startup scena pa te velike korporacije, rigidni, večji sistemi pravzaprav najbolje uspevajo, ko pride do sinergije, ne? Torej startup dobi zagon, neka old school korporacija, pa malo te sveže krvi, bi človek rekel, ne? Ne vem, če se spomniš primera IBM-a, ko so vse startup ideje pravzaprav nekako odrivali stran, dokler niso ugotovili, da jim lahko zelo pomaga. In še danes imajo prav znotraj IBM-a nek sistem, ki deluje zelo startupovsko in dovaja ta kisik hitro, učinkovito. Kakšne sinergije v Sloveniji obstajajo? Poznaš morda kakšne dobre primere? Podobne primere? Podobne, tako. Prvi, ki mi pride na misel, je, da ima Kolektor svoj venture sklad. Se pravi, Kolektor ima neko ekipo ljudi, ki skrbijo in investirajo v startupe v Sloveniji. In za mene je to recimo primer dobre prakse. Če si to lahko privošči Kolektor, bomo rekli privošči, zakaj si tega ne bi recimo Petrol, Krka. Zdaj ne vem, če Krka to ima. Ne vem tudi, če Petrol ima. Petrol vem, da pač sodeluje z nami na nekih projektih, ampak vse velike družbe, recimo milijarda tržne kapitalizacije ali več, bi verjetno lahko imeli neke manjše oddelke, kjer lahko investirajo par 100 jurjev, mogoče par milijonov letno. Tega zavedanja v Sloveniji še ni. Ampak a obstaja resna nevarnost, da velike korporacije požrejo startup? Na koncu ga vedno požrejo. Vedno, ne? Mislim, velike korporacije imajo eno prednost pred malimi startupi. Na koncu dneva ali velika korporacija ali pa startup potrebujeta nek kapital za rast. In velike korporacije ta kapital dobijo dobesedno zastonj, startupi so pa tvegani in stane. In eden izmed izhodov za ustanovitelja oziroma za vlagatelje je, da jih pač prevzame večja korporacija. Zdaj, ko korporacije postanejo prevelike, imamo drug problem. Recimo Google je po mojem mnenju trenutno čist prevelik. Ker potem zadušijo, ker potem kupujejo ideje na zalogo in jih niti ne sprojecirajo naprej. Ampak tukaj bom
David Vegel, morda če prideva v podcastu Supermoč, mogoče na eno bolj osebno noto, namreč v tem podcastu vse svoje sogovornike sprašujem o tem, kaj jih motivira, kaj jih navdihuje, kaj so ti notranji motori. Skozi podcaste pravzaprav ugotavljam, da je to precej zasebno oziroma intimno vprašanje, pa vendarle. Mogoče provokativno, mogoče mi boš zameril, če to vprašam, ampak koliko je resnice o tem, da je v denarju supermoč? Dobro vprašanje. Je denar supermoč? Jaz mislim, da denar je lahko supermoč. Da zdaj, če gledamo na tem nivoju, da nekdo ima denar, bolj mnenja, da denar potencira, kar si tudi brez denarja. Se pravi, nekdo, ki je bil prej reven in potem zadane loto, če bo tako gledala, če je bil prej pokvarjena oseba, mogoče se tako lahko izrazimo, potem se ne bo izboljšal. In obratno. Se pravi, po mojem mnenju je denar neke vrste mamilo, ki lahko naredi veliko dobrega v resnici in pa tudi veliko slabega na koncu dneva. Tako da. No, ampak verjetno se oba spomniva, ravno omenjeni Warren Buffett je vedno dejal, da če mu tla, recimo življenje zamaja, da takrat vedno ima gotovino v žepu in vedno seže v svoj žep, začuti nekaj bankovcev, nekaj dolarjev in se počuti mnogo bolje. Kaj pa so tvoji ti notranji motori ali ta notranja moč? Ja, zanimiva misel od Warrena Buffetta, ker na koncu dneva je sam zelo skromen. Živi še vedno v isti hiši, vozi stare avtomobile in se niti ne sekira, koliko je vreden ali pa premožen. Moja motivacija je občutek svobode. Že od nekdaj stremim k temu, da se ne pustim, ne bom rekel ukalupiti, ker na koncu dneva se vsi malce ukalupimo, ampak predvsem k temu, da imam občutek, da lahko vedno delam, kar jaz hočem. Se pravi, da nimam nekega fiksnega urnika, da si ga sproti prilagajam, da lahko zbiram, kam bom šel, s kom bom šel. In moram reči, da zaenkrat sem pri tem še kar uspešen. Vedno sem bil tak, da sem zelo ocenil to svobodo in zato tudi težko prenašam avtoriteto. Še posebej pa težko prenašam avtoriteto, za katero mislim, da si ne zasluži biti na tistem položaju, če tako rečem. Ampak v Sloveniji je kar veliko priložnosti za to, da srečujemo avtoritete, ki si to ne zaslužijo. Torej, kar nekako je taka zimzelena misel, da veliko ljudi zaseda pozicije, funkcije, vloge, ki si jih ne zaslužijo ali pa nimajo takega dometa, kar pravzaprav potrebuje ta funkcija, za dobro upravljanje in učinkovitost. Pa vendarle, David Vegel, kako to, da še vedno vztrajaš v Sloveniji? Ja, zato, ker na koncu dneva je Slovenija super zaživeta. Mogoče sva se v prvem delu malce bolj, ne bom rekel zgražala, ampak se malce šimfala čez Slovenijo. Malce se bila kritična, ampak dobro namerno, z nekim upanjem ali idejo, da naj jo slišijo in da morda skupaj popravimo tisto, kar se seveda da popraviti. Tako je, tako. Mislim, v Sloveniji je zelo lepo živeti, zato ker imamo čisto naravo, imamo mir, imamo v končni fazi ta del zakonodaje je dober, ker skrbi za neko uravnoteženost. Kje pa še imamo šole zastonj, čeprav niso zastonj, pa zdravstvo zastonj, čeprav ni zastonj. In če imaš družino, je tako imenovani work-life balance v Sloveniji vrhunski. Mislim, jaz sem živel na Norveškem, tam je tudi vrhunski. Pa so malce bolj, jaz bom rekel besedo kapitalistično usmerjeni in jaz sem tam v resnici zelo užival. Potem sem živel pa tudi v Mehiki, kjer so še bolj kapitalistično usmerjeni, ampak tam si na isti ulici srečal zelo bogate in pa zelo revne. Nekoga, ki ima helikopter, pa nekoga, ki nima niti za burek, če se tako izrazim. In Slovenija je po kvaliteti bivanja super. Jaz mislim, da na svetu mogoče še nekaj krajev ali pa nekaj držav, ki so primerljive, vse ostale pa slabše. Kakšne navade? Praviš, da imaš rad svobodo, pa vendarle vsi tisti, ki nekako stremijo k nekemu uspehu in tudi ravnovesju življenja, vedo, da si morajo tudi dan organizirati.
Kakšne so recimo tiste tvoje železne navade, ki pa ti potem dejansko omogočajo neko svobodno gibanje, svobodno razmišljanje, tudi prosti čas? Ja, dobro vprašanje. Mogoče bom tukaj malce kontra, kot so ostali. Jaz nimam nekega zacementiranega urnika, v bistvu nimam nekih hudih navad. Tudi ne uporabljam 1000 productivity toolov ali pa ne vem karkoli že ne. Nisi 5 AM človek? Nisem 5 AM človek. Predvsem sem človek, ki je pogruntal, pa nisem to edini, ne, bodimo zelo iskreni. Jaz mislim, da v Sloveniji zelo hitro prideš do nivoja, kjer je dovolj. Finančno gledano. Ne. Mogoče nekdo s 1500 evri ne moreš tega trditi, ampak kdor pa v Sloveniji z 2500 evri ali pa s 3000 evri trdi, da ne more preživeti, se mora pri sebi malce povprašati. In ko je enkrat dovolj, si potem lahko življenje organiziraš na način, da daješ prioriteto tistemu, kar ti bolj pomeni. In jaz osebni oziroma prosti čas zelo cenim. Mislim, da potrebujemo več prostega časa za globoko razmišljanje. Ne? In ta urnik, ne vem, od 6 ali pa od 7 do 3, 5 dejavnosti za otroke, pa kino, pa ne vem, kaj še vse se ljudje zmišljuje, pa zraven še socialna omrežja, pa 5000 e-mailov na dan. Teror. Iskreno, maile imamo zato, da odgovoriš, ko imaš čas, ne pa v 5 minutah. Kdor odgovori v 5 minutah na e-mail, ima nek drug problem. Ne? Morali bomo iti v smer, kjer bomo več časa imeli za sebe za razmišljanje. Repetitivne naloge, se pravi tiste, ki se zelo pogosto ponavljajo, tiste pa avtomatiziramo. Da bi pa imel nek svoj sistem, pa ne. Razen, da imam klasični zvezek, v katerega si pišem vse zamisli in ideje in to je to. Kako pomembno je, da je človek, zato da je tudi zadovoljen, tudi finančno opismenen, oziroma da obvlada to finančno opismenjevanje. Kakšno stanje sploh je v Sloveniji, kar zadeva teh skillsov, znanja? Stanje je slabo. Kar direktno lahko to rečem. Vse raziskave, vse članki, če pogledate, moje finance so na to temo zelo veliko objavljene v preteklih letih, je finančna pismenost povprečnega Slovenca je slaba. Sam osebno menim, da bi država morala več narediti v tej smeri, ampak za državo kot tako je mogoče bolj, da ljudje niti ne razumejo finančnih mahinacij. Za sam življenje sta pa dve skrajnosti. Ne? Pogosto je fajn biti malce tumpast, če se tako izrazim. Se tisti, ki tega ne ve, ga nič ne bolje. Ne? Če pa že greš v to smer, je pa potem fajn imeti veliko več znanja, zato ker potem ugotoviš, da je veliko stvari nelogičnih, nesmiselnih in da ogromno nekih služb in stroškov nastane samo zato, ker nekateri menijo, da bi moralo obstajati. In jaz bom tukaj iskrena, ne? Lahko smo upravljalci premoženja in pa finančni svetovalci tudi del problema. Lahko smo pa del rešitve. Sam osebno imam stranke, ki bojo rekli, da sem del njihove rešitve in pa tudi na drugi strani marsikdo bo rekel, da sem tudi kakšno napako jaz naredil. In ja, napake se delajo v življenju. Tako da finančna pismenost je pomembna in nažalost se premalo poudarka daje na njo. David Vegel, živel si na Norveškem, živel si v Mehiki. Malo pred tem podcastom, pred snemanjem, pa smo se spomnili tudi preostalih recimo narodov, denimo Čehov, Poljakov, zelo dobro poznaš njihov razvoj. Včasih smo se malce takole norčevali iz Čehov, imeli so neko svojo podobo, nek svoj modus operandi, tudi denimo na morju, na dopustu. Že pred leti se spomnim, da sem na poslovni šoli JDC Bled poslušala, kakšne nore projekte, kakšne nore inovacije imajo Čehi. Danes pa pravzaprav kar nekako prednjačijo. Bo res držalo, da so Čehi oziroma Poljaki že pravzaprav na poziciji, ko bodo skozi perspektivo prehiteli finančno gledano Nemce? Ali je to prehuda teza? Mislim, zaenkrat je samo teza, ki ima kar nekaj osnove. Ne? Jaz sicer ne poznam detajlov te teze, moram biti zelo iskren, ampak kar sem pa spoznal Poljake, Čehe, Slovake, so v investicijah pred nami.
zato ker razmišljajo globalno. Oni so zelo hitro dopustili, po domače povedano, da so tuje korporacije prišle k njim in zdaj se ne sprašujemo o smiselnosti ali pa nesmiselnosti tega, ampak izid tega dogajanja v zadnjih 20 letih pri njih je, da zdaj Čehi, pa Poljaki, pa Slovaki po Sloveniji kupujejo podjetja, pa zemljišča in to delajo tudi po Balkanu in jaz osebno v tem ne vidim nobenega problema, ker na koncu dneva je vse eno, kdo je lastnik, če ta lastnik pravilno deluje, ne? Ampak zakaj mi ne kupujemo po Balkanu? Sej 20 let nazaj smo se opekli, ampak zakaj ljudje, Slovenci, ki imajo 26 milijard evrov na bankah, jamrajo, ker jim banka ne da procenta ali pa 2 depozita, zakaj pa ta denar ne gre v investicije po Balkanu? In del odgovora se skriva v tem, da smo finančno nepismeni, ne? In pa da država ni poskrbela, oziroma mogoče se vedno zgovarjamo državo, po državo smo ljudje, ne? Sami nismo sebe prisilili, da to poskušamo narediti. In ja, Čehi, Poljaki, Slovaki so prodorni, agresivni tudi pogosto, ampak zelo zanimivi so govorniki, zelo, kar sem jaz imel opravka z njimi, se ne obremenjujejo s preteklostjo izpred 30 in več let, ampak gledajo prihodnost in si želijo postati kako bi se izrazil, nek vzor drugim državam tega vzhodnega bloka. No in ravno to sem pomislila, ne? Ko smo se osamosvajali, smo želeli biti druga Švica, čez nekaj let, tudi po finančni krizi, smo zrli proti Skandinaviji in vse, kar se je rodilo v Skandinaviji, je bil en tak sveti gral za Slovence. Morda, če bi začeli z zgledovanjem po Poljakih, Čehih, Slovakih, da bi zmogli to pravzaprav, ne? Čeprav smo vedno bili nekako malo superiorni nad temi narodi, ne? In državami, bi bilo za Slovence to kar ugodno. Tako je. V resnici je tako, da rešitve so znane in so enostavne. Jaz ne vem, ali imamo Slovenci kot nacija, kot narod, nek fetiš na kompliciranje. Rešitve so znane, samo copy-paste, to sta Ctrl-C pa Ctrl-V na računalniku narediš, pa prevedeš v slovenščino in je zadeva skoraj da rešena. Mi pa vedno moramo nekaj zakomplicirati. In to se vidi pri finančnih rešitvah, vidi se pri zakonodajnih rešitvah, vidi se v končni fazi tudi pri ljudeh, ker komplicirajo pri svojih lastnih hišah. Ponovno se mogoče malce vrnemo na te zadnje poplave, ne? Ja, grozno je, ampak zakaj treba vedno potem neke druge rešitve iskati? Zdaj pač nekaterim je odneslo hišo, tukaj bojo pomagale zavarovalnice, ljudje bomo pomagali. Mislim, da Slovenci smo zelo solidarni. V končni fazi bo tudi država pomagala nekaj s svojim denarjem, čeprav ga nima, z našim. In dajmo potem najti rešitev, ki je pragmatična. In tega nam mogoče manjka, pragmatičnosti. David Vegal, izjemno lepo se je bilo pogovarjati s teboj. Mislim, da bi bilo zelo koristno, da bi te odločevalci, vsi tisti ljudje, ki imajo tako ali drugače vajeti v rokah, da bi te slišali. Potem pa bi bilo smotrno, da skupaj pravzaprav potegnemo ta čoln v boljše čase. Tebi in vsem tvojim želim vse dobro. Hvala lepa, ker si bil gost podcasta Supermoč. In s tako supermočjo pravzaprav z lahkotnostjo bivanja in neko resnostjo pri tvojem poslu. Ti želim, da nadaljuješ še dolgo časa in na tej poti se bo prav gotovo še srečala. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo in enako vračam. Sicer pa, spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, moj gost tokrat je bil David Vegal. Sicer pa se srečamo prihodnji četrtek na www.delo.si. Hvala lepa za vaš čas in za pozornost. Nasvidenje.